Za ogrevanje čaka ekipi rubrika Napaka pa taka. Ugotoviti pa morate, katera beseda v trditvi je napačna in katera jo mora zamenjati. Odgovor naj bo torej beseda, ki trditev spremeni v smiselno poved. Na voljo imate 15 sekund, vsak pravilni odgovor pa vam prinese 5 točk. Kar preverimo prvo trditev, če ste pripravljeni. Slovenska pregovora: kamen na kamen palača, zrno do zrna jedača in počasi se daleč pride, pomenita, da z vztrajnostjo tudi z majhnimi koraki pridemo do velikih dosežkov. Kaj bi bil torej pravilni odgovor? Ja, poglejmo, kaj ste zapisali. Rumeni ste napisali I. Aha, verjetno je zmanjkalo časa, vijolični pa pogača. Poglejmo, kaj je pravilni odgovor. Ja, pogača je res pravilni odgovor in vijolični ste si prislužili prvih 5 točk. Ja, zrno do zrna jedača bi bila mogoče tudi v redu trditev, če bi bili ptiči, ampak žal nismo. Pojdimo kar k naslednji trditvi. 6. avgust 1945 je bil zelo žalosten za človeštvo, saj je bila takrat na kitajsko mesto Hirošima odvržena prva atomska bomba, ki je povzročila veliko razdejanje in zahtevala veliko življenja. Popravite tole trditev. Ja, tekmovalci so kar hitro zapisali odgovor. Poglejmo, kaj ste napisali. Rumeni japonsko in vijolični prav tako japonsko. Mislim, da zna tole biti prav. Poglejmo, če je res. Ja, res je. Hirošima je japonsko, ne pa kitajsko mesto. Ja, lahko vam povem, da sem v Hirošimi bil, lepo mesto, ampak hkrati tudi zelo žalostno in upamo, da se kaj takega ne bo več ponovilo. Gremo še k iskanju zadnje napake. Dobro, prisluhnite. Škofjeločan Jan Oblak, igralec nogometnega kluba Atletico iz Madrida, je v lanski sezoni ubranil največji odstotek 7 metrov v španskem državnem prvenstvu. Preverimo vaše odgovore. 11 metrovk so zapisali rumeni, vijolični prav tako 11 metrovk. Mislim, da bo to novih 5 točk za obe ekipi. Poglejmo, če je to res. Ja, 11 metrovk. Čestitke, obe ekipi sta si prislužili novih 5 točk.